pozdrav tudi z moje strani. Kot izhodišče mojega razmišljanja in prispevka na tej tiskovni konferenciji bi rad povedal, da je Zbor za republiko od vsega začetka si zadal nalogo, da kritično motri položaj in stanje v republiki. To pomeni, da si postavljamo vprašanje, kaj je dobro in kaj ni dobro za državo oziroma za republiko, v kateri živimo. Po mojem osebnem prepričanju je za demokratično republiko eden izmed temeljnih postulatov, da na volitvah menjamo oblast. Ko enkrat na volitvah menjamo oblast, potem seveda je ta oblast legitimno izvoljena in imamo seveda možnost, da v naslednjem postopku stvari zamenjamo, če ugotovimo, da so tisti, ki smo jih izbrali, počeli stvari, ki niso več vredne našega zaupanja. V Sloveniji se 20 let permanentno kreirajo afere. In to ni dobro za republiko, to ni dobro za državo, kajti afere se, vsaj do sedaj, lahko ugotavljamo, tiste največje, po pravilu na sodišču končajo drugače, kakor pa je zvenelo ob njihovem izbruhu. Vse kaže, da se bo na podoben način odvrtela tudi zadnja afera v povezavi s tako imenovano protikorupcijsko komisijo. Zato ni v tej situaciji, ki jo je gospod dr. Štun prej natančno opisal, nikakor dobro za Slovenijo, da smo spet preko neke afere prišli v situacijo politične destabilnosti republike zaradi položaja države takšnega, kot ga ne slika samo aktualna vlada, ampak kot ga slikajo bolj ali manj vsi ekonomisti in vsi odgovorni ljudje, ki se spoznajo na to, v kakšnem položaju država je. Nedolgo tega sem sodeloval na eni oddaji Radio Televizija Slovenija, na katero je bil vključen tudi nekdanji premier Rob in iz njegovega izvajanja takrat nisem zasledil niti v eni pomembnejši točki razlike o oceni stanja in položaja države, v kakršni se nahaja, kot ga predstavlja tudi sedanja vlada. Torej, če ljudje iz različnih političnih opcij ocenjujejo položaj države kot resen, potem mislim, da tudi mi laiki, ki se pač s tem profesionalno ne ukvarjamo, lahko na osnovi tega ugotovimo, da je temu tako. Zato je seveda neka stabilnost in tudi legalnost postopkov nujno potrebna, da še bolj ne spravimo države v težko situacijo, s tem pa seveda tudi vseh nas državljanov. Tisti, ki izražajo zahtevo po pravni državi in po več socialne države na protestih po Sloveniji, imajo seveda prav. In tako, kot je že bilo rečeno, tudi v tem smislu ne vidimo mi nobene velike razlike med resnimi zahtevami protestov, ki se odvijajo zdaj že nekaj tednov v Sloveniji in našim shodom. Tudi mi zahtevamo pravno državo. Pravna država pa seveda ni država, v kateri se ljudi postavlja ali odstavlja z linčem. Pa naj bo to medijski linč ali kakršenkoli drugi. Ampak se v pravni državi to dogaja po pravnih poteh. In mislim, da je to eden izmed temeljnih postulatov, brez katerega ni dobenega miru in tudi dobene pravičnosti, še manj pa socialnosti v katerikoli skupnosti. To so vedele vse skupnosti od pradavnine do danes. Drugo, kar se mi zdi pomembno, je, da za državo tudi ni dobro, da se ne ve, kaj se počne z denarjem, ki je ali denar varčevalcev ali davkoplačevalcev, ali pa tudi denar, ki je povezan z podjetji, kakršna so državna podjetja.
Seveda, bo takoj nekdo rekel, ja, med temi je tudi cerkveni zvon. Ja, točno. In prav je, da se ve, da je tudi kakšno podjetje, ki je bilo v kakršnikoli povezavi z cerkvijo, počelo v tej državi tudi morda take nečednosti. Za zvon to vemo že 2 leti. Za nekatere druge firme pa ne vemo še danes natančno, kaj se je dogajalo in kaj se ni dogajalo. Torej, je prav in pošteno in pravično, da se zve o vseh. Kdo je dobival velike kredite in s kakšnimi jamstvi je te kredite pokrival. Tu ni samo vprašanje zvona, ampak je vprašanje vrsto drugih firm. Potem za državo tudi ni dobro, da se neprestano destabilizira strankarski sistem. Če pogledamo primere vseh novonastalih strank, kaj nam analiza pokaže? Pokaže nam, da so te stranke imele kratko življenjsko dobo in da so imele velike težave z navezovanjem stikom v mednarodnem okolju. Niti eno, niti drugo ni dobro za politično stabilnost v državi. Stranke so pogoj demokracije, večstrankarski sistem je zaenkrat edina oblika, ki zagotavlja v demokratični državi spremembo in menjavo na oblasti. Tako imenovana neposredna demokracija, o kateri se danes govori, preveč diši po kardeljanskem samoupravljanju, ki je sicer lahko bila na prvi pogled všečna ideja, ko pa bi morala biti v praksi izvedena, pa vemo, da prvič je bila neuspešna, je bila neučinkovita, tretjič pa tudi bila neke vrste družbena fantazma, ki je ljudem dala vtis, kako odločajo, v resnici pa niso odločali nič. Tako da te ideje, ki se nekako oživljajo v zadnjem času tudi v Sloveniji kot alternativa demokratičnemu družbenemu sistemu, so preveč negotove, nejasne, nedomišljene, da bi jim lahko kar tako sledili. Lahko so pa tudi v tistem delu celo za družbo in njeno stabilnost nevarne, ko grejo v smeri kakršnekoli anarhičnosti. Potem za državo po našem mnenju tudi ni dobro, da se tolerirajo dejanja psihičnega, fizičnega in verbalnega ali kakršnega koli drugega nasilja. Žal pač moramo ugotavljati, da je moje mesto Maribor v tem smislu nekako bilo vzgled, najprej slab vzgled, upamo, da vedno manj slab vzgled. Jaz sem se že takrat takoj oglasil, ko je šlo za nasilje nad materialnimi dobrinami, pa sem bil deležen kritike strani nekaterih kulturnih osebnosti v mestu. Potem so sledila nasilja v obliki nasilja nad človeškimi osebami in kot veste, v zadnjem času smo bili deležni tudi napovedi neke vrste likvidacije v letu 2013 po vzoru leta 1945. Te stvari so preveč resne, da bi se smeli z njimi igrati in da bi jih smeli kot družba v celoti tolerirati. Če kdo misli, da s tem načinom želi ustvariti v slovenski družbi razpoloženje strahu, potem tudi mi strani Zbora za Republiko sporočamo, da se seveda ne bojimo ničesar, karkoli takšnega, kar je napeljeno zoper človeka in človekovo dostojanstvo. Za ceno človekovega dostojanstva so mnogi naši predniki in smo tudi mi v 90-ih letih prejšnjega stoletja morali marsikaj vzeti nase in marsikaj tvegati. Zato so seveda te grožnje absolutno nesprejemljive in jaz bi pričakoval, da bi ob prvih takih primerih se v Sloveniji ustvarilo vzdušje nulte tolerance do kakršnekoli oblike nasilja. Žal
žal, res žal, se ta nulta toleranca ni ustvarila v javnem mnenju in zato očitno nekateri mislijo, da lahko z svojim verbalnim nasiljem in z svojimi grožnjami nadaljuje. Zbor za republiko si ne želi 8. februarja na trgu ob svojem shodu dobene konfrontacije z nikomer, si ne želi tudi dobenih provokacij, je vnaprej odklanja vsako obliko nasilja, ga najstrožje obsoja, ne glede na to, s katerekoli strani pride. Bi pa želel opozoriti, da tudi v nekaterih dosedanjih primerih so se potem nasilne akcije interpretirale pogosto v javnosti na način, ki ni ustrezal stvarnosti. In zato se mi zdi tudi pomembno, da na to opozorimo, da je ključni pomen, ali je ključnega pomena za informiranost prebivalstva, da informacija ustreza stvarnosti. Ne pa, da je prirejena, prikrojena ali celo zavestno sproducirana. Tako da na to bi želel opozoriti, ker sem bil pač sam tudi priča nekaterim dogodkom, ki so se potem v javnosti nekoliko drugačni luči predstavljali. Še enkrat, in s tem bi svoj del interventa zaključil, bi želel opozoriti na to, da ne moremo pristati v Sloveniji na kakršnokoli obliko nasilja ali v verbalni komunikaciji, kaj šele bez fizične. Mislim, da imamo za sabo preveč dramatično zgodovino, ki je stala preveč človeških življenj, da bi se lahko s temi zadevami igrali. In zato pričakujem in na nek način tudi prosim, zato ker je pač krščanska skupnost bila v zadnjem napisu najbolj grobo napadena, prosim slovensko javnost, da se temu vsi odločno upremo. Hvala.